Lep pozdrav vsem. Ta video prikaz je namenjen pravilni uporabi zaščitne opreme v pogojih dela zdravstvenih delavcev na primarnem nivoju in na sekundarnem nivoju. Najprej bi jaz lahko povedal nekaj o tem, kako se sploh virus širi, na kaj bodimo pozorni. Torej, COVID-19 je bolezen, ki se širi z respiratornimi izločki v več kot 90%. Dokazano je, da je sicer virus prisoten tudi v blatu, če ima oseba drisko, vendar seveda je tak način prenosa okužbe izjemno redek. Tako da bodimo pozorni na kapljično okužbo, ki je najbolj pomembna, in v določenih trenutkih, ko bolnik zakašlja ali kihne, tudi na možnost aerosola in majhnih kapljic v zraku. Če je aerosol v zraku, potem je oseba, ki je s tem aerosolom v stiku, lahko okužena preko sluznic nosu, ust ali oči. Če pa je pri govoru ali pri kakšnem drugem manevru ta virus prisoten v obliki velikih kapljic na površinah, potem pa je pomembno to, da mi z roko to površino obrišemo oziroma se površine dotaknemo in potem z dotiki sluznice ust, oči ali nosu to zanesemo v svoje telo. Ti dotiki naših organov na obrazu so velikokrat nezavedni, zato jih je skoraj nemogoče preprečiti. In seveda, ko govorimo o prenosu okužbe, moramo razmišljati o tem, da so naše roke tiste, ki so glavni vir prenosa okužbe v naše telo. Razkuževanje rok je eden najpomembnejših ukrepov za preprečevanje okužb in tako velja tudi pri koronavirusni bolezni 19. Kot je bilo že omenjeno, je možnost zanesti ta virus preko površin kontaminiranih naših rok na naše sluznice, zato je obvezno razkuževanje rok pred in po stikom z bolnikom, po stiku s površinami, po stiku z različnimi izločki in kožninami in pred čistimi aseptičnimi posegi. Še posebno bi upozorila dodatni moment, pogosto v teh primerih oziroma kar obvezno je, da sedaj delamo z zaščitnimi maskami in preden si masko nameščamo oziroma po odstranjevanju maske je obvezno ustrezno razkuževanje rok. Kako razkuževanje rok izvedemo? Bistven je tudi sam pritisk na dozator razkužila, se pravi, da dobimo dovolj razkužila in da ne obremenimo preveč tega dozatorja z mikroorganizmi, ki bi bili lahko prisotni na naši koži. Zato pritiskamo s tem ali stranskim delom dlani, nikakor pa ne s prsti oziroma ne potegnemo s prsti navzdol po dozatorju, ker dobimo na ta način premalo razkužila. Podstavimo roko, pritisnemo na dozator in začnemo z razkuževanjem. Vsak gib ponovimo vsaj 5 do 10-krat. Razkužujemo vedno do takrat, ko se naša koža ustrezno posuši in ko zajamemo vse predele, ki morajo biti na rokah razkuženi. Ne smemo pozabiti na palce, ki se gibljejo drugače kot ostali prsti na naših rokah. Zaključimo na zapestju. V primeru, da imamo občutek, da smo se dotikali površin tudi višje od zapestja, lahko razkuževanje nadaljujemo tudi nad zapestje, če je potrebno. Pri obravnavi ambulantnih bolnikov je potrebna tudi ustrezna organizacija dela. To pomeni, da so bolniki naročeni tako, da je možen ustrezen časovni zamik oziroma čim manjša obremenitev čakalnic. Čakalnice uredimo tudi tako, da blokiramo mesta oziroma sedeže, ki so preblizu skupaj, tako da so bolniki, ki čakajo na pregled, nameščeni oziroma posedeni vsaj 1,5 m narazen. Spodbudimo jih, da se med seboj čim manj pogovarjajo. Na pregled morajo priti z ustrezno masko oziroma
zaščito dihal. Če te nimajo, jo prejmejo tudi ob vstopu v ustanovo. Vzpodbujamo pa jih tudi k temu, da si ustrezno razkužujejo roke. Ko pridejo v ambulanto, je pomembno, da jih pričakajo ustrezno razkužene delovne površine. Še bolj pomembno pa je, da po posamezni obravnavi to delovno površino zopet ustrezno razkužimo in pripravimo za naslednjega bolnika. Zopet se lahko uporabljajo različna razkužila na osnovi 60 do 70% alkohola oziroma pripravki, za katere imamo potrdila, da učinkujejo na koronaviruse. Pri obravnavi bolnikov z simptomi dihal je potrebno oceniti predtestno verjetnost za to bolezen. Priporočamo, da pri bolnikih, ki seveda ne prihajajo zaradi suma na okužbo, ampak prihajajo na kontrolne preglede v ambulante, preverimo že po telefonu, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, ali imajo simptome vnetega nosu, hude glavobole, visoko temperaturo, suhega kašlja in koliko časa to traja. Pomembno je vprašati tudi o svojcih, če so svojci zboleli, zato ker kar nekaj asimptomatskih bolnikov lahko povzroči okužbo. Če je družinska anamneza glede respiratornega infekta pozitivna, potem ravno tako s takim bolnikom, če ga že moramo videti, ravnamo z celotno osebno varovalno opremo. Vprašalnik sam po sebi ni dovolj, priporočamo, da se vsakemu bolniku pomeri telesna temperatura v ušesu in temperatura nad 37,5 stopinj že pomeni večjo verjetnost, da ima ta bolnik covid okužbo. Ocena predtestne verjetnosti nam torej zmanjšuje možnost, da se okužimo. Uporaba osebne zaščitne opreme pa omogoča prvo to, da sami ne zbolimo, drugo pa tudi to, da ne prenašamo okužbe na druge okrog sebe. Bodimo pozorni na čiščenje površin, ki naj bodo prazne, take, da se dajo očistiti, na redno zračenje prostorov in pa seveda na to, da vsak bolnik dobi masko, ki je vodoodporna, ko vstopi v zdravstvene prostore, in da se bolniku pove, da naj se ničesar ne dotika in da naj govori samo takrat, ko se ga kaj vpraša.